Evo, tole je eden najbolj pričakovanih avtomobilov in verjetno kar Oplova rešilna bilka. Astra. Ni čudno, da so si še pri ameriškem General Motorsu premislili in kljub obljubam niso prodali nemškega Opla. V razredu, kjer je najhujša konkurenca, je res pomembno, da imaš dober avto. To so namreč avtomobili, ki jih pri nas najbolj pogosto kupujemo in ki so tudi v Evropi v vrhu prodajnih lestvic. Po vsem, kar je na testu pokazal tale avtomobil, pa bi lahko športno rekel, da imamo novega na stopničkah. Vidi se, da so na vsak način želeli narediti avtomobil, ki se bo lahko postavil bok Golfu in ga tudi kje premagal. Mogoče je tudi zato od njega za kar 22 cm daljši. To pa še ne pomeni, da je toliko več prostora znotraj. Seveda ga je dovolj. Ne vem, kaj potrebuje recimo 4-članska družina več. Večji problem bo edino v garažah, ki so lahko hitro premajhne, ker se pri kombi limuzinah zadnja vrata odpirajo bolj stran. To pa pomeni, da je dostop do prostora toliko lažji. In pri Oplu so šli še dlje, s FlexFloorom. S to polico za 55 € lahko nastavite 3 položaje. Prvega za lažje natovarjanje, drugega za ravno dno, ko podrete sedeže, in tretjega za čim več prostora. Na predstavitvi v Nemčiji so nam pokazali tudi, da je dovolj močna, ko se je eden takole vrgel gor. Bo že držalo. Hkrati so nam na delavnicah pokazali, kako učinkovito so izrabili notranjost. Pri prejšnji Astri smo vsi kritizirali, da nimamo kam odložiti svojih drobnarij. No, če se boste usedli v novo, se vam bo zdelo, da ste v drugem avtomobilu. Tule je sedaj prostor za veliko plastenko, tule za telefon in denarnico, tule še en prostor za pijačo in spodaj skrit predal za kaj vrednega. Skratka, krasno. Potem je vrhunski tale sedež, ki mu lahko nastavljate praktično vse, tudi naklon in dolžino sedalnega dela. V bistvu me moti samo ena malenkost. Da so tile gumbi majhni in nekateri med njimi nepregledni, ostalo pa si zasluži oceno odlično. Pa sploh še nismo končali. Med vožnjo naravnost blesti, ker je podvozje tako dobro nastavljeno in ker ima tale še FlexRide. Na izbiro sta udobni in športni način, ko pritisnete na tole tipko, pa blažilniki otrdijo, volan postane za malenkost trši, motor pa bolj odziven. Volan je ravno prav neposreden, da ga niti v ostrih zavojih ni potrebno preprijemati, in občutka je še ravno dovolj, da je lahko tudi udoben za nežne ženske ročice. Motor je v tem primeru močnejši od obeh 1,7 litrskih turbodizlov in je nekako na sredini ponudbe. Ni slab in je povsem dovolj močan, lahko pa bi bil za kakšen liter varčnejši. Tovarna pravi povprečno 4,7 litra, na testu pa je bilo dobra 2 litra več. Pri takšnem avtomobilu je zelo pomembna ali pa celo najbolj pomembna stvar cena. Astra je v primerjavi s konkurenco precej ugoden avtomobil. Že pri osnovni dobite veliko opreme, tale, ki ima skoraj vse, kar obstaja, pa stane že preko 27 000 €. Veliko za nižji srednji razred, ne pa za vse skupaj. Če vam je všeč, vam po nakupu skoraj zagotovo ne bo žal.